Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v oddaji Prijatelj bolnikov in invalidov, ki jo vsak mesec pripravljamo v sodelovanju z revijo Prijatelj na televiziji Exodus. Revija Prijatelj je revija bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev. Po 2 poletnih mesecih premora se zopet oglašamo tukaj v živo iz studia Exodus. Bliža se mesec oktober, ki ga je papež Frančišek razglasil za izredni misijonski mesec. Zato bo tudi današnja oddaja obarvana nekoliko bolj misijonsko. V studio smo namreč povabili misionarko, usmiljenko sestro Vesno Hiti, ki že dolga leta deluje v misijonih v Afriki. Nekoliko nam bo raztrla, odkrila pajčolan, ki prekriva življenje teh ubogih, pozabljenih ljudi in nam razkrila, kako je lahko človek srečen tudi, če nima vsega, kar bi si želel. Sestra, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Čeprav te marsikdo že pozna iz medijev, pa bi te prosil, da se nam na začetku na kratko predstaviš. Torej sem sestra Vesna Hiti, usmiljenka, misionarka v Afriki. 27 let sem delovala v Ruandi, zdaj pa prvo leto v Burundiju. Pravzaprav sem že enkrat bila mimogrede za par mesecev v Burundiju, vendar je to takšna prva krepka izkušnja Burundija, kjer delam z otroci s posebnimi potrebami. Drugače pa, če greva malo pogledati tvoje ozadje, od kje prihajaš, kje so tvoje korenine, kako se je tvoja misijonska pot začela? Moje korenine so na Blokah, torej sem Bločanka in to s ponosom povem, čeprav je že 50 let, odkar sem odšla iz rodnih Blok, najprej k sestram usmiljenkam v Beograd, kjer sem končala srednjo medicinsko šolo, potem vstopila v semenišče in bila kot mlada sestra poslana v Makedonijo, v Skopje. Tam sem delovala 8 let in pol. Potem sem se ponovno vrnila v Beograd za druge aktivnosti in za dokončanje študija. Vmes pa je vedno v meni tlela ta želja, da bi šla v misijone. Namreč še kot otrok sem videla v družini sliko sestre Marjete Mrhar z otročkom v naročju. In takrat je v srcu se prižgala tista iskrica, ki me pravzaprav nikoli ni zapustila in sem tako nenehno prosila, da bi šla v misijone. Pa sem morala kar dolgo časa čakati, predno se mi je ta želja končno le izpolnila. So bile tudi kakšne osebe iz časa mladosti v domačem kraju, ki so te spodbujali k temu misijonskemu razmišljanju oziroma k tem, da bi oznanjali evangelij v daljne kraje? Pravzaprav je bilo v mojo naravo nekako položen ta odnos, pristop k drugemu, pomagati drugemu. Že kot otrok sem rada pomagala starejšim ljudem v moji vasi. Rada sem k njim hodila, spominjam se 2 sosedov, ki nista imela otrok in ob večerih prebirala Sveto pismo, pa sem rada poslušala zgodbe Svetega pisma. Nikoli ne bom pozabila tistega prvega srečanja z egiptovskim Jožefom. Potem sem imela zelo dobro prijateljico, v kateri sem našla res pravo duhovno pomoč, sestro našega župnika, in njen zgled za darovanje za druge me je zelo spodbudil. Potem pa seveda veliko sem brala, rada sem brala predvsem poučne zgodbe, življenje svetnikov, in to me je nekako nagibalo k darovanju že kot otroka. Ko sem se pa prvič srečala s sestrami usmiljenkami, to je bilo takrat, ko mi je bilo komaj 12 let, je v meni spet se prižgala neka iskrica. Jaz bi pa tudi to bila, jaz bi pa tudi rada pomagala ubogim in bolnikom. In to me je vodilo k tej odločitvi, da sem že s 15 leti prišla k sestram usmiljenkam, seveda najprej v vzgojo in šele potem v delovanje. So drugače sestre usmiljenke prisotne v tem koncu vašem bile?
V tistem času je bilo 11 sester usmiljenk iz naše župnije. Zdaj sva živi menda samo še 2. Torej, takrat je bilo veliko poklicev in ti poklici so tudi mene nagovorili in mi pokazali pot. Pa še ena druga zanimivost. Takrat je bil praznik svetega Vincencija 19. julija in jaz sem krščena na praznik svetega Vincencija. Krstil me je misionar, gospod Slanja, ki je bil tudi član misijonske družbe, tako da mi je vincencijanska pot že kar od krsta naprej nekje zapisana pod kožo. Prav, zaupaš v Božji načrt, da gre življenje po Božjem načrtu? Vsekakor zaupam v Božji načrt in sem prepričana, da je ta pot, katero mi je Bog pokazal, prava in edina in je tudi moj odgovor na to pot res pravi in edini. Noviciat si upravljala v Beogradu? Torej v semenišču sem bila v Beogradu, tako je. In kako je potem tvoja nadaljna pot bila? Nadaljna pot pa je bila pač v Makedonijo, v Skopje, v domu počitka, kot sem že omenila, sem delala tam in sem se potem ponovno vrnila v Beograd in od tam odšla v misijone. Oziroma najprej iz Beograda sem seveda najprej odšla v Pariz, kjer se je bilo treba naučiti francoščine in potem sem dobila poslanstvo, da grem v Ruando. Tako sem prišla v Ruando na tanko ob rojstvu Slovenije. 25. junija 1991 sem pristala na ruandijskih tleh in takrat tudi izvedela, kaj se v Sloveniji dogaja. Tako je tudi to zame en poseben, pomemben datum, da skupaj z domovino slavim svoj misijonski poklic. Kaj pa, omenila si Vincencija Pavlskega, ko si prebirala njegove spise, tudi v noviciatu, ko ste se pogovarjali o ustanoviteljih, tudi sveta Ludovika Marijak, kaj te je še posebej pri njuni duhovnosti privlačilo, oziroma vodilna misel, ki si jo verjetno tudi vzela potem za vodilo svojega življenja? Vodilna misel, ki me je vedno nekje gnala naprej, je prav to: Kristusova ljubezen nas vnema, Kristusova ljubezen me vnema, ta ljubezen me vodi k najbolj ubogim, najbolj trpečim. To razdajanje, zapustiti Boga zaradi Boga in hkrati tudi to napajanje v naši duhovnosti, da se moramo vedno bolj oklepati osebe Jezusa Kristusa, da samo iz tega lahko se potem tudi naprej darujemo, da črpamo svojo moč za delovanje v premišljevanju, v molitvi, v Evharistiji. Vsekakor, da me ta duhovnost vedno nagovarja, vedno hrani in mi vedno daje spodbude, da grem v tem duhu tudi naprej. Potem v Ruandi si začela to svojo misijonsko pot. To je bil ravno približno čas, ko je bila tam velika kriza. Jaz sem prišla v Ruando leta 1991, ko je Ruanda dejansko že bila v vojni. Tudi o tem se takrat še ni veliko govorilo, ker pač ni bilo kakšnih posebnih kritičnih dogodkov, ki bi zamajali svetovni pogled, ne. To se je dogodilo nažalost šele leta 1994 in takrat smo bile tudi same vržene v metež genocida. Namreč skupaj z ostalimi sestrami Slovenkami, midve s sestro Anko Burger sva bili na enem misijonu, sestra Bogdana Kavčič s sestro Vido Gerkman na drugem misijonu. In ko se je začel ta genocid, je zanimivo prav to, da smo me bile v takšnih krajih, da od tam sploh nismo mogli nikamor, medtem ko so bile druge sestre domačinke rešene, ker s pomočjo sester Belgijk in Francozin, ki so pomagale, da so odšle v tujino oziroma v Francijo, v materno hišo, me pa smo ostale ves čas genocida v naših postojankah in tudi takrat doživljale marsikaj s tem narodom. Če lahko nekoliko objasnite, ker verjetno gledalci ne poznajo tega
dogodka, kaj se je dogajalo takrat v Ruandi? Torej, v Ruandi je bilo medsebojno obračunavanje med Hutuji in Tutsiji in takrat v genocidu je bilo ogromno Tutsijev ubitih in tako smo tudi me v tem času skrivali 5 otrok in 1 dekle. Tako smo bile ves čas v nevarnosti, ker so nam grozili, vendar z Božjo pomočjo nam je uspelo rešiti vsa ta življenja in poseben spomin na to so tudi dogodki. Jaz delam pač 4 zaobljube, kot se to pri nas naredijo pri sestrah usmiljenkah vsako leto. Uboštvo, čistost, pokorščina in službo ubogim. Pa pravzaprav do tega trenutka nisem dojela v globino, kaj je to zaobljuba pokorščine. Namreč nisem imela nobene težave s pokorščino, zato se s tem nisem na nek poseben način obremenjevala, ampak takrat pa je prišlo do nas povelje, če lahko tako rečem, namreč iz Pariza so preko telefonov, fonije in tako sporočili, če se čutimo v nevarnosti, naj zapustimo Ruando. Do nas pa so sestre iz sosednjega Konga prišle prvič v začetku junija in takrat so nam rekle, da moramo zapustiti Ruando. Pač nepravilen prenos podatkov je prišel do nas tako in takrat smo začutile, da izdajamo te otroke in to dekle, ki smo jih toliko časa skrivale in nekje zavarovale pred smrtjo. Takrat je bil res precep vestine, pokorščina ali poslušanje lastne vesti. Vendar je premagala pokorščina in takrat smo se tudi zavedle, kako je ta pokorščina bila blagoslovljena. Ko smo prišle v sosednji Kongo, v Gomo, tudi v stik s francoskimi vojaki in vse to povedale, takrat je pač poveljnik tistega oddelka določil, da 2 helikopterja poletita v naš kraj, eden nekoliko prej, kjer so na tržnici razdaljevali piškote, nekaj hrane in vsi ljudje so drveli na tržnico, z drugim tem vojaškim helikopterjem pa na župnijo in s pismom, naj te otroke in to dekle izročijo in tako so bili vsi rešeni. Takrat sem razumela, kaj je pravzaprav ta blagoslov pokorščine in kako Bog ne potrebuje toliko našega dela, kot pa to, da pač izvršimo Božjo voljo, ki se nam pokaže tudi preko predstojnikov. To se pravi, ste padli v res hude razmere, veliko trpljenja. In kako ste se, vi ste bile v tej skupnosti, ampak ali ste bile kaj vključene tudi v oskrbovanje bolnikov, ranjenih, tisti, ki so bili poškodovani v tem genocidu, a so se tudi k vam zatekali? Torej, mi smo vsem ljudem, ki so prihajali k nam, pomagali, samo v tistih časih je bilo zelo malo bolnikov. Ljudje so se bali potovati iz enega kraja v drugega. V začetku je bilo kar nekaj ranjencev, pozneje vse manj. Torej, tudi mi smo živeli iz dneva v dan. Nikoli verjetno nismo ne poprej, ne pozneje toliko premolile pred Najsvetejšim, kakor prav v tistih časih, trepetale za lastno življenje, trepetale za življenje drugih, hkrati pa živele tudi v nekem zaupanju, v popolni predanosti. Vedno bolj sem prepričana, kako Bog v vsakem trenutku daje svojo milost, ne? In tudi takrat, ko smo odhajale iz Ruande, najprej v Kongo in potem tudi domov, smo se dali na razpolago, kadar bo možno, naj nas pokličejo, da gremo nazaj. In tako se je dejansko že čez dobre 3 tedne situacija popolnoma spremenila, ko so pa Hutuji bežali v Kongo in ko se je tam hudo razvnela epidemija kolere, krvave driske in vseh teh bolezni,
Takrat so nas vprašali, če bi prišli nazaj, in takoj smo odgovorili in šli nazaj v Gomo, kjer pa smo se srečali z vsemi temi hudimi posledicami epidemij, ko so ljudje umirali masovno, ko jih niso mogli niti pokopavati vseh. In tam smo tudi pomagali tem ljudem na vseh področjih, kolikor smo mogli. Zanimivo, Božja previdnost nas je tudi tam obvarovala, da ni nobena zbolela. Vendar smo pa nenehno nekje v srcu ponavljali tisti psalm ob rekah babilonskih, smo jokali in se spominjali nazaj Ruande, pač smo želeli nazaj. In tako smo pred praznikom svetega Vincencija že prišli nazaj na naše postojanke, da smo se lahko ponovno posvetili ubogim, ki so ostali tukaj na deželi. Jaz sem veliko delala s podhranjenimi otroci v ambulanti, z vsem, kar je pač potrebno pri zdravljenju, pa tudi z drugimi stvarmi, s preventivo. Tako da je bilo moje življenje 25 let visoko v hribih, na 2000 metrov nadmorske višine, v tem misijonu, ki je bil dokaj, bi rekli, Bogu za hrbtom, namreč pota nemogoča v deževni dobi skoraj, ampak najlepše, neki duhovnik je rekel, Mukungu je daleč, še dlje, konc sveta, šele polje Mukungu, ne? Mislim, res v takih krajih, no zdaj se je že marsikaj spremenilo, ker so tudi naredili nekoliko boljšo cesto, ampak bilo je pa mnogo let v težkih pogojih, ampak zelo lepo življenje, ker človek čuti, med preprostimi ljudmi je najlepše darovanje. Kakšne pa so drugače razmere v Ruandi? Če samo pojasnim, sedaj se bo najprej zaustavila pri Ruandi, potem pa bo šla na Burundi, kjer deluje sedaj. Če malo primerjaš te dve državi, v čem vidiš razliko sedaj, ko si v Burundiju? V čem je razlika med obema državama? Kaj občutiš? Torej, Ruanda se je po teh vojni vihri kar lepo razvila, zlasti v mestih, čeprav je na podeželju še vedno potrebno ogromno pomoči, predno se bo razvila tudi dejansko, ampak ima Ruanda le večji napredek kot Burundi. Burundi pa je na vseh področjih še veliko bolj zaostal, potreben pomoči. Moje delo je zdaj popolnoma drugačno, nisem več v zdravstvenem centru, pač pa delam v centru za otroke s posebnimi potrebami. Torej tudi življenje samo je drugačno, ker je to le glavno mesto, velemesto, milijonsko mesto, kjer so pa velike razlike med bogatimi in revnimi. Meni popolnoma politična situacija še ni znana, se tudi veliko ne vmešavam v to, vendar pa vlada več anarhije, če se lahko tako izrazim. Tudi se še ne ve, kako bo, ker so pred nami volitve, ampak skratka Burundi je bolj revna dežela kakor Ruanda, tudi močno naseljena dežela, 27.000 kvadratnih kilometrov s 13 milijoni uradno popisanih ljudi, verjetno je še veliko neupisanih, tako da je zaradi tega tudi pomanjkanje večje, zlasti na podeželju. Ljudje nimajo dovolj zemlje, družine so velike. Neverjetno, ko prideš pred neko šolsko poslopje, koliko je to otrok, to se sam sprašuješ, od kje je vse to prišlo. V razredih po 60 do 100 otrok v enem razredu, z enim učiteljem ali eno učiteljico. Ob vsem tem bi se tudi rada zahvalila vsem slovenskim darovalcem, ki so preko misijonskega središča, preko slovenske Karitas ali kako drugače pomagali, ker se je na tem področju že zelo veliko naredilo, tako z gradnjami šol, zdravstvenih centrov, porodnišnic, otroških vrtcev. Res hvala vsem dobrotnikom, ki nam pomagate.
Torej, zdaj delam v centru za otroke s posebnimi potrebami, to je center škofijski, ki se vzdržuje samo s projekti, samo z dobrotniki. To je center, ki se vzdržuje samo s projekti in z darovi darovalcev. Zato se vsem zahvaljujem, še prav posebno vsem tistem, ki sodelujete v tej akciji za srce Afrike. Zdaj gradimo center za fizioterapijo in ti darovi bodo šli v ta namen. Prav tako bo pustna sobotna iskrica za obnovo prostorov, vzgojnih prostorov oziroma šolskih prostorov za te otroke s posebnimi potrebami. Ja, če malo se pogledava slike, gledalci imajo tudi priložnost, da vmes vidijo utrinke iz tega vašega centra. Zdaj, tukaj je razlika med prejšnjim delom v Ruandi in sedaj. Sedaj imaš drugačno vlogo kot nekoč v Ruandi. Da, torej trenutno mi je zaupana odgovornost za ta center. To je dnevni center, v katerega prihaja dnevno 158 otrok. Med njimi so avtisti, otroci z Downovim sindromom, tisti, ki imajo sploh kakšne psihične motnje, veliko tudi cerebralcev. Torej, ti otroci potrebujejo vzgojo, pripravo za življenje, fizioterapijo zaradi rehabilitacije. In to so tisti otroci, ki so najlepši otroci na svetu, ki so najlepši sončki, ki, ko se jim razdajaš, te tudi oni najbolj osrečujejo. To so otroci čistega srca, čistih duš in ti otroci te nikoli ne prevarajo, ampak znajo te pa tudi dobro preštudirati, ali je tvoje srce res popolnoma darovano njim in Bogu, a ne. Ti otroci znajo prebrati tudi tisto, kar obraz lahko skriva, ampak znajo pa tudi se med seboj si znajo tako čudovito pomagati in jaz se ob njih marsikaj naučim. Te solidarnosti, kako eden za drugega skrbijo, kako skrbijo, kadar kakšnega ni tam, kako pridejo povedati, če je kakšen bolan, kako drug drugemu pomagajo ali zavezati čevelj ali eden drugega nahranijo, kako skrbijo, da je vse v redu in za pravičnost med njimi. Tako so mi ti otroci pravi vzor. In sem Bogu prav hvaležna, da mi je, lahko rečem, za konec mojega delovnega življenja podaril najlepše. Da sem med najlepšimi otroci in da jih lahko srečujem tudi s svojo toplino, ki mi jo je Bog na nek način, na poseben način podaril. Omenila si, da ena izmed nalog vaš sester je v tem, da nudite materialno pomoč tem ljudem. Ampak zagotovo je pa še drug vidik vzgoja oziroma duhovna pomoč. Kaj je ta drugi del vašega poslanstva? O čem? Sestre, kjerkoli delujemo, nikoli ne smemo pozabiti, da je duhovna oskrba na prvem mestu, čeprav se o tem toliko ne govori, ampak ob vsakem dejanju ljubezni vedno vključimo tudi to duhovno dimenzijo. Ponekod tudi zelo konkretno s katehezo. Jaz sem v skupnosti, kjer nas je 5 sester, od tega 3 delamo v centru za otroke s posebnimi potrebami, ena je študentka, ena pa deluje še z zaporniki. Torej vsak teden jim preskrbi hrano za tiste, ki so najbolj ubogi, bolnike, ostarele, za mamice z otroki. Tako 2-krat na teden tja pelje hrano, ko se doma pripravi. 2-krat na teden pa ima zanje tudi katehezo in duhovne pogovore. Tudi me sestre, ki delamo v centru za otroke s posebnimi potrebami, je ena zadolžena za katehezo. Tako je bilo za Božič 22 otrok pripravljenih na zakramente, krst, prvo sveto obhajilo,
Birmo, prišla sta kar 2 nadškofa, upokojeni nadškof in novi nadškof, ki je prevzel službo. In to je bilo posebno doživetje za nas in za otroke. Meni je šlo posebno k srcu to, ko je novi nadškof se znal tako lepo približati tem otrokom in so ga res sprejeli za svojega. Potem je pa tudi sam rekel, da je to njegovo prvo doživetje, da je že bil z otroci s posebnimi potrebami, namreč fizičnimi posebnimi potrebami, ne pa z otroci s psihičnimi posebnimi potrebami, in je tudi za njega bilo to pravo doživetje. Pa tudi sicer vsako jutro, ko avtobusa pripeljeta te otroke k nam, je zjutraj najprej skupna molitev, spontane prošnje, ki jih ti otroci spontano izražajo, seveda z mikrofonom, ki ga drug drugemu podajajo, potem je dviganje zastave in zajtrk. Tako da otroci so vedno vključeni tudi v to duhovno dogajanje. Vsak četrtek imajo mašo, ki jo oni pripravijo, in kako zanimivo je, ko se ob zvočnikih preverjajo, če dobro delujejo, kako bo med mašo to delovalo, ko med mašo pojejo, plešejo, vse vrste glasov izhajajo, ampak to je njihova maša in oni se tega zavedajo. Zelo zanimiv dogodek, oziroma ni samo en dogodek, ki se kar ponavlja od četrtka na četrtek. Vsak četrtek imamo namreč mašo, ko deklica muslimanskih staršev pričaka župnika, ko zaklene avto, da ji izroči ključe, ves čas maše drži ključe pri maši v svojih rokah in potem gre župniku spet odkleniti avto in se od njega poslovi. Mamica je želela, da deklica ne bi bila pri maši, toda mi smo ji rekli, da tega takšnemu otroku pač ne moreš preprečiti, da tega ne zmoremo. Če otrok želi, pač se udejstvuje tam, kjer se čuti sprejet, in ta deklica z Downovim sindromom se čuti zelo sprejeta med svojimi sošolci, ki so katoličani. Pravzaprav mi ne sprašujemo otrok, katere vere so, ali da bi pač poznamo, ampak da bi karkoli nekoga prepričevali, ne. Vsakega sprejemamo in spoštujemo, vendar otrok ne oviramo, če hočejo biti pri maši ali ne želijo biti pri maši. Kaj pa glede staršev? Kakšen je odnos do bolnikov v teh krajih? Ali jih imajo kot za neko prekletstvo ali pa kazen za grehe? Vemo, kot so Judje v Stari zavezi, so mislili, da je trpljenje, bolezen posledica greha, in to jih je Jezus potem vedno znova opozarjal, da temu ni tako. Kaj pa tukaj v teh krajih? Lahko rečem samo to, da so ljudje v Ruandi kot v Burundiju zelo religiozno usmerjeni. Torej, že v njihovih imenih, ne krstnih imenih, pač pa v imenih, ki jih dobijo pri tistem obredu, ko se otroku daje ime, vsa imena vključujejo nekje Božje ime. Imana, Uimana, od Boga, Dahimana, grem k Bogu. In ali pa tudi ne direktno, ampak vedno je nekje Božje ime v teh njihovih imenih. Torej, ljudje vse sprejemajo nekje kot Božji dar, kot Božje dopuščenje. Torej, imajo to eshatološko misel popolnoma drugače gravirano v njihova srca. Bolezen, smrt, to je del življenja, to je del normalnega življenja, in ob teh stvareh ne dramatizirajo, vsaj zunanje. Zgodilo se mi je večkrat, ne samo enkrat, ko je umrl otrok, da sem jaz jokala, pa me je mamica tega otroka tolažila, pa je rekla, saj je šel k Bogu, tako je bila Božja volja, tako je. Se pravi, mene je ta način njihovega mišljenja nekako utrdil v tem, za to sprejemanje Božje volje, pa naj bo veselje, naj bo trpljenje, vse z neko večjo mirnostjo in zaupanjem sprejemajo te dogodke
bridke dogodke življenja. Ne. Ampak tudi odnos do invalidov, kakšen imajo, jih tudi izpostavljajo, oziroma kakšen odnos imajo do takih ljudi, ki so rojeni kot invalidi. Vemo, da jih ponekod izpostavljajo, pustijo umreti, ali se jim odpovejo, jih zavrnijo. To se tudi pri nas dogaja v Sloveniji, da kakšni starši ne sprejmejo otroka ali pa probajo se z njim koristiti mogoče celo. Zelo različno, vendar čutimo tudi tukaj napredek, to mi pripovedujejo naši sodelavci. Marsikdo si je hotel tega otroka kar takole odkrižati, da bi pač bil v ustanovi, da zanj ne bi imel skrbi, ampak z osveščanjem, s pogovori, z vsem tem, tudi te otroke že drugače sprejemajo, da je tudi ta vzgoja tega centra Akamuri, naš center se namreč imenuje Akamuri, kar pomeni lučka, ima pri tem že dolgoletno izkušnjo in je to tudi pomagalo tem staršem, da te otroke sprejemajo. Pa tudi ti otroci, ko so skupaj z drugimi, se tudi oni spreminjajo. Tudi oni so bolj vključeni v družbeno življenje. Tudi oni se tudi drugače vedejo, ne? In tako jih tudi ljudje tudi drugače sprejemajo. In tudi njihovi starši. Seveda pa tudi so posamezni primeri, kjer je težko in je tam treba še posebno posredovati, tudi s kakšno materialno pomočjo, da takšnega otroka lažje sprejmejo, kar je popolnoma razumljivo, če je v družini več otrok, pa če nimajo dovolj za jesti, pa tisti, ko je že tako postavljen na rob in se ne zna naprej poriniti, je še bolj postavljen na rob. Zato pa se tudi prizadevamo, da te otroke, kolikor se da, mi sprejemamo in skušamo tudi druge v to prepričati in jim pomagati, da bi bili otroci lepše sprejeti. Ti si zdaj tukaj vodja tega centra? Da, trenutno. In kakšne, a je bilo treba, ko si prišla v ta center, si videla kakšne pomanjkljivosti oziroma kaj bi se dalo izboljšati, glede na izkušnje v Ruandi? Namreč v Ruandi so administrativne zahteve zelo visoke, medtem ko v Burundiju tega skoraj ni. Tukaj sem morala marsikaj narediti krepek korak naprej, urediti kakšno stvar, samo jaz pač preteklosti ne sodim. Vsaka stvar ima neki začetek, neki napredek in vsak človek mora narediti nekaj več. Torej, deviza svetega Vincencija, neka deviza, ki mi jo pripisujejo, je davantage, narediti več. Tako je tudi vedno, ko nekam prideš, je treba narediti nekaj več, a ne? Nekaj izboljšati, nekaj popraviti, nekaj dourediti in tako. Če imaš možnosti, to lahko narediš in vedno se da nekaj izboljšati. Zato jaz lahko samo nadgrajujem na tistem, kar je bilo že do zdaj narejeno in sem vesela za vse to, kar so v preteklosti moje sosestre in drugi že naredili in kar zdaj lahko skupaj kot skupnost in sestre, ki smo tam in sodelavci, skupaj naredimo več in to, kar tudi dobimo pomoč iz Slovenije, lahko naredimo s Slovenijo skupaj nekaj več, ne, nekaj boljšega. Mogoče še to, kaj pa je razlika v odnosu starši, te otroci prizadeti. Pri nas je veliko ustanov raznoraznih, ki skrbijo za te otroke, pa tudi gibanja kot Vera in luč, ki spodbujajo to sprejemanje teh otrok v okolje. Kako pa potem ti otroci, ko grejo domov, ko grejo iz vaše ustanove, ali jih doma se z njimi kaj ukvarjajo, ali jih vozijo na kakšna srečanja, ali jih pustijo bolj za sebe? Kakšen odnos imajo? Torej, to je problem, da se starši pravzaprav ne znajo ukvarjati z otroci. Tudi s tistimi, ki hodijo v normalne šole. Šola mora narediti vse, verouk mora narediti vse, tudi naša ustanova mora urediti vse. V Burundiju je kar nekaj ustanov za invalide, fizične invalide, za duševno prizadete, pa je to pravzaprav edina takšna ustanova in ljudje pravzaprav še niso navajeni, da bi tudi sami kaj doma naredili s temi otroci. Mi jih spodbujamo, pač pa so starši veseli,
ko vidijo, da je pri otrocih neka sprememba. Recimo, ko nek otrok pride, se ne zna umiti, se ne zna obleči, ne zna pozdraviti, je malo divji, če se lahko tako izrazim. Pri nas pa se otroci že med seboj malo skrešajo, potem še vzgoja in otroci so dojemljivi in potem se tudi v domačem okolju drugače vedejo in so starši za to hvaležni in to tudi priznajo. To je za nas že veliko, a ne? Da vidimo, ko si stalno z enim otrokom, ne vidiš tistega napredka, ne? Ko pa drugi, ko pridejo občasno s tem otrokom, pa vidijo veliko večji napredek, kot pa dejansko mi sami. In tudi se trudite spreminjati to kulturo, ne? Odnosa do bolnikov in invalidov v tem okolju, kjer ste. Vsekakor. Tudi recimo že to dejstvo, da vsak dan 2 avtobusa, državna avtobusa, pripeljata otroke in jih odpeljata. In to, ko avtobusi gredo, vsi vedo, da so to naši otroci, ker so vsi do polovice telesa ven čez okna, ne mahajo vsem ljudem, vse pozdravljajo. In ljudje so jih začeli tudi drugače sprejemati, tudi zaradi te njihove prisrčnosti, sproščenosti, tako da se vidijo, da se te stvari le premikajo in da upamo, da se bodo vedno premikale na bolje. Zdaj, ko si omenila veselje otrok, imamo neka taka prepričanja, ko gledamo slike iz Afrike, da tam so vsi veseli, nasmejani, da je to kot nek raj v nebesih, nebesa, kjer so vsi zadovoljni s tem, kar imajo. Odkje, a je to res njihov pravi obraz oziroma značaj, ali pa v sebi mogoče skrivajo tudi žalost, pa tega ne pokažejo? Torej, afriški človek ne morem posploševati, jaz ne poznam afriškega človeka, poznam pač delno Ruando, Burundi. Naši ljudje znajo čustva skrivati, znajo pa jih tudi izraziti. In veselje je tisto, kar res izrazijo iz vsega srca. To ni nekaj ponarejenega. To je res tisto, da se nasmehne za vsako drobno pozornost, da znajo biti hvaležni za vse, kar prejmejo in za vsak nasmeh, za vsak pozdrav. Skratka, hvaležni so za skromne stvari in znajo sprejemati življenje s hvaležnostjo za vse, kar jim prinaša. Nasmeh pa je to nekaj tako naravnega, da ne more biti bolj naravno. Pa tudi, ko nekoga nekaj tare, ne? Ko ga vprašaš, kako pa si, pa pravi nemeza, dobro, pa veš, da je ves nesrečen. Saj potem ti bo odkril, ne, to, pa to me teži, pa to je, pa bolan sem, pa to. Ampak prvi odgovor je tisti, ki ti da pogum, da ga vprašaš še naprej, ne. Če ti nekdo začne že v prvi besedi z jamranjem, ja, pa si že sam nesrečen, ko ti pa takoj reče, dobro sem, pa potem pove, se pa kar nekako drugače razvije ta pogovor, ne, in skratka pa ljudje sprejemajo življenje z optimizmom, kljub vsemu trpljenju. Torej, ne poznajo toliko jamranja kot pri nas včasih? Ne, dejansko ne. Tudi se ne pritožujejo nad slabimi razmerami, nad vlado, ker včasih pri nas imamo take napravni idealne okoliščine, ne pa se znamo samo pritoževati, ne pa videti tisto, kar dobro, kar imamo. Ja, z ene strani se ne pritožujejo, z druge pritoževati pri nas nad vlado je pa že malo kritična zadeva, se tudi ne smeja, ne. Se pravi, ljudje znajo tudi skrivati čustva, zlasti negativna čustva znajo skrivati zelo dolgo. Potem včasih, kadar pa to izbije na dan, je zelo hudo. Torej se v tem le razlikujemo, ne. Mi navadno damo vse na dan. Vse je vidno, pri njih pa ni vse vidno, ne. In to včasih tudi to dojemanje te drugačnosti je treba kar nekaj časa, da človek tudi to dojame. Tudi sprejemanje resnice, kaj je laž, kaj je resnica. Tudi to je težava, s katero se srečujemo. Ampak kot človek tudi dojame te stvari, tudi relativizira, tudi drugače sprejema vse, kakšno stvar tudi malo z rezervo, ne.
To se pravi, nimajo tako pojmovanje resnice kot pri nas, kjer poveš točno tako, kot je bilo, ampak v kakšnem smislu težava z resnico. Tako da ne moreš človeku zaupati? Ne gre v teh, ne mislim v teh smerih. Bom povedala čisto konkretni primer. Torej, ko sem še hodila na obiske po domovih, pa sem imela spremljevalca, ker nisem znala jezika. In ko sva šla, so ljudje spraševali, kam pa gresta? In on rekel, tamle. Gremo naprej, kam gresta? Tamle, ni nič določenega. Ali kaj kuhate, hrano, ni nič določenega. Potem sem ga vprašala, zakaj tako. Je rekel, ko gredo ljudje od doma, ne povedo, kam gredo. In ne povedo, za koliko časa gredo. Ker bi med tem časom lahko nekdo izkoristil, da bi njegovo hišo oropal. Torej so ljudje nedoločni. Ko nekaj kuhajo, mogoče sploh nimajo nič hrane, a ne? In se nočejo izpostavljati, da reče, saj nimam nič, a ne? Torej reče samo nekaj čisto nekonkretnega, pač hrano. Potem pa, če bo se nočejo izpostavljati, da bi rekel, jaz pa nimam nič drugega, kako samo sladki krompir, danes sploh nimam fižola, ne? In zato ljudje tega ne razglabljajo in ne povedo čisto določno. Ampak na ta način izražanja se je treba navaditi in razumeti tudi tisto, kar ne rečejo. To se pravi, da so na nek način nezaupljivi do drugega, nekako ne povejo tisti, kar jih mogoče teži drugim. Ja. Ali pa bi lahko rekli tudi z lepšo besedo, so diskretni. Kaj pa recimo še, zdaj so se malo zaustavila pri teh značajskih lastnostih tega naroda, kjer sedaj živiš, tudi to je treba poznati, če hočeš z ljudmi delati. Ker v končni fazi moraš vedeti, kje so problemi, da ne narediš kakšne velike napake. Kaj pa recimo ljudje, s katerimi delate, s sestrami, z osebjem, ki imate zaposlenega? Včasih slišimo stereotip, da je afriški človek nezanesljiv, da pride v službo ali pa ne pride. Zdaj, to so res stereotipi, a je to spet posebnost lokalnega značaja samo? Torej, treba razmisliti dve stvari. Ljudje so geografsko zelo, kako bi to rekla, ljudje so geografsko odvisni tudi od vročine, od klimatskega položaja in vse to. Verjamem, da so kraji, za katere pravijo, da so leni, ampak dejansko niso leni, ampak v tisti vročini saj ne zmoreš tega, kar pa se da nekje, kjer je bolj prijetno okolje. Jaz sem bila na podeželju, na 2000 metrov nadmorske višine, kjer je bila vsaka krpica zemlje zelo pridno obdelana. Tudi naši delavci pridno prihajajo v službo in delajo zelo pridno, zelo marljivo. Da, se dogaja, da kdo zamudi v službo. V temu se najde tudi pripomoček, da se to ozdravi. Ko sem zdaj prišla v glavno mesto Bujumbura, ki je glavno mesto, vsaj ekonomsko glavno deželo Burundija, v hudo vročino, kjer je zelo vlažno, jaz si človek mora biti tam okrog pol dneva len, tudi mene prime, da se mi nič več ne bi dalo, ampak se človek tudi na to navadi, ne smeš se s tem zgovarjati. Pač pa lahko rečem, da naši ljudje pridno delajo, moji sodelavci zelo pridno delajo, pa naj bodo to pedagogi, fizioterapevti ali drugi pomočniki pri delu, pridno delajo, vestno prihajajo na delo, so odgovorni, seveda se pa o tej odgovornosti tudi veliko pogovarjamo in vedno tudi drugega spodbujamo. So tudi stvari, ki vedo, da jih morajo narediti in se to tudi naredi. Tako da posebnih težav s sodelavci res nimam in sem vesela, da lepo sodelujemo, da lepo skupaj delamo, da tudi mene kot tujko lepo sprejemajo in tudi jaz ne čutim razlike. Torej so tudi vse v tem kraju zanesljivi in odgovorni ljudje? So zanesljivi, so odgovorni ljudje. Koliko pa se tujk v tej vaši skupnosti, domačinke tujke, ali je veliko poklicev,
ali prihajajo nove za vami? Torej, naša provinca sester usmiljenk je sestavljena iz 3 dežel, Ruanda, Burundi in zdaj še Centralnoafriška republika, kjer imamo samo 2 postojanki. To je še zelo mlad misijon. Sester nas je že čez 80, skoraj 90 v provinci, od tega pa niti 20 tujk. Mislim, da celo manj kot 15, nisem zdaj preštela, ampak zelo malo. In sicer Vietnamke, Slovenke, Brazilke, Španke, nekaj še iz drugih centralne, Kolumbija so bile tudi, zdaj trenutno ni. Tako da se zelo lepo med sabo razumemo. In me sestre smo pa pač sestre v polnem pomenu besede. Smo sestre, ker nas že ta naša vzgoja, skupni poklic duhovni v to usmirja, tako da si sestre med seboj res lahko zaupamo in se kot sestre tudi počutimo. Sedaj je toliko let življenja v Afriki, ali nam lahko mogoče zaupaš kakšne take posebne dogodke, ali vesele, ali žalostne, nekaj si že omenila, ki so ti ali v Ruandi ali tukaj v Burundiju še posebej ostali v spominu, oziroma so ti dali nekaj za razmisliti, nekaj za misliti? Kakšno novo spoznanje? Ja, vsekakor vsak dan prinaša kaj lepega, vsak dan prinaša tudi kaj težkega. Meni je prav posebno doživetje prav to, da sem prišla v ta center za otroke s posebnimi potrebami. To je zame kar vsak dan ena nova spodbuda, kar vsak dan en nov čudež ljubezni za te otroke in tudi z njihove strani. Ta prisrčnost in ta iskrenost, to je eno. Sicer pa imam zelo veliko izkušenj iz zdravstvenega področja. Recimo en takšen pravi čudež je bil ta. Pred 5 leti na sveti večer se je rodila deklica, 730 grami telesne težine. Deževalo je kot iz škafa, ni bilo možnosti, da bi jo prepeljali v bolnišnico. Pač smo jo zavili v vato, dali to nosno sondico, termoforje okrog nje s toplo vodo, krstili jo v sili in jo pustili, da bi otroček umrl, ker drugega ni bilo. Naslednji dan pa je tako močno jokala, da smo ponovno klicali rešilca, rešilec je prišel, pa je v bolnišnici ostala samo dobra 2 tedna, z 800 grami so jo že pustili nazaj k nam v zdravstveni center in zdaj je to deklica 5 let, ko nihče ne bi verjel, da bi ta deklica lahko preživela. Pravim, hvaležna sem Bogu za vsak tak mali čudež, tudi življenje je velik dar, zato je to velik čudež Božje ljubezni. Ali pa recimo, ko sem delala z otroci, s podhranjenimi otroci, koliko veselja je, ko en otrok, ko je po človeško gledano popolnoma odpisan, ko se ti prvič nasmehne. In takrat veš, ko se tak otrok nasmehne, da je prešel čez prag smrti znova v življenje. Koliko je takšnega veselja. V mojih 27 letih v Ruandi je bilo nešteto takšnih čudežev. In kakšne čudeže pa bom doživljala zdaj in koliko časa v Burundiju, to pa prepuščam Božji previdnosti in se že vnaprej veselim vsakega takšnega čudeža. Kaj bi se torej lahko še kaj naučili od teh ljudi, teh, ki so ubogi v Afriki, bolniki, invalidi? Kaj bi se lahko, prej smo omenili veselje, optimizem, ali nam še kaj lahko so za zgled? Ja, zaupanje v Božjo previdnost in pa vztrajnost pri njihovem delu, vztrajnost, s katero se prizadevajo, da bi se njihovo življenje izboljšalo, željo po izobrazbi,
zlasti mladi pokažejo ogromno željo po izobrazbi. Vsak bi rad končal srednjo šolo, vsi tisti, ki končajo srednjo šolo, bi si želeli študirati še naprej. Torej, ta želja, da bi napredovali, to me močno spodbuja in si mislim, kako malo možnosti imajo, pa kako močno voljo, da bi napredovali. Potem pa me spodbuja tudi ta duhovna dimenzija. Ljudje so duhovno usmerjeni, iščejo duhovno pomoči, naše cerkve so polne, sakramentalno življenje je dokaj bogato, sicer zelo veliko petja, plesa, brez tega ne gre. Jaz grem v nedeljo navadno k maši, kratki maši na nunciaturo, ki traja 1 uro, meni pa sestre pravijo, pa to ni nedeljska maša, nedeljska maša mora trajati najmanj 2 ure, ne. Seveda ob praznikih še veliko več. Tako da ta duhovna dimenzija me vedno tudi nekje navdušuje in daje pogum, da ta narod bo preživel in duhovno ima vse možnosti, da se tudi duhovno razvija. Zato je še vedno veliko duhovnih poklicev, tako za redovnice kot za duhovnike. Iz kje pa ti črpaš svojo moč oziroma duhovne misli, spodbude, od kje jih dobivaš, iz katerih virov? Torej, en najmočnejših spodbud zame je skupno življenje. Skupno življenje v moji skupnosti, kjer se zelo dobro počutim, kjer si zelo dobro med seboj pomagamo, potem pa seveda jutranja molitev, premišljevanje, evharistija, rada pa tudi berem. Veliko, ne morem reči, da veliko berem, ampak lahko rečem, da vsak dan vsaj nekaj preberem. Sveto pismo, to je moja redna hrana, tudi druge duhovne knjige, naše vincencijanske karizme, rada pa posežem tudi po življenjepisih, po zgodovinskih romanih in kaj podobnega. Zlasti duhovno branje, pa tudi navadno branje mi je bila vedno duhovna hrana. In te knjige kaj naročaš iz Evrope, iz Amerike ali kako drugače bereš? Ja, kakšno knjigo dobim v pravi obliki, imamo kar nekaj knjig tudi v francoščini, sicer pa imam bralnik, elektronski bralnik in tako, da imam kar vso slovensko literaturo, Finžgarja, Praširna, Cankarja, naloženo in si rada tudi od tega kaj preberem. Vedno je domač kruh še vedno zelo dober. To se pravi, da kar z interneta naložiš na ta bralnik knjige in jih potem bereš enostavno. Ja, enostavno, preprosto, lahko za prenašanje sem in tja. To se pravi, da ste verjetno še pri vas redovniki v Afriki bolj napredni kot pa pri nas. Ne vem, če je pri nas veliko tako dela. Ja, ker nimaš drugih možnosti. Kar si zamislite, da bi jaz celo slovensko literaturo nesla v mojem kovčku dol v Afriko, če pa lahko prenesem samo 23 kilogramov. Torej, je treba se znajti na tak način, da je bolj preprosto in... To verjetno tudi gledalci ne vedo, da je to mogoče dobiti tudi v Sloveniji. Da lahko vse zastonj snameš iz interneta in bereš preko bralnika. So knjige, ki so zastonjske in navadno se s tem poslužujem, mi to zadostuje. Sveto pismo Nove zaveze je gor, ga imam tudi v francoščini celotnega. To je vse zastonjsko in se to lahko naredi. Ko smo že pri tehnologiji, pri teh 27 letih je človeštvo naredilo velik napredek. In kako ste to občutili v Afriki, oziroma kako si se ti prilagajali na ves ta razvoj in kako se danes kaže to v praksi, recimo v vašem domu. Zdaj, ko si v Slovenijo prišla, si verjetno tudi kaj kupila, kakšne pripomočke, kakšne ljudi za nasvet vprašala. Torej, v Afriki je ta preskok tehnike bil zelo krepak. Tako je zelo zanimivo, da so telefoni, ti mobilni telefoni, kar hitro prišli celo na podeželje. Zato ni nič nenavadnega, da vidiš mamico boso z motiko, pa s telefonom.
v mestu je to še močneje, tako da je zelo malo drugih trgovin, zelo veliko pa vseh teh s telefoni, računalniki in podobnimi zadevami. Tudi zdaj v Sloveniji nisem kaj posebnega kupovala, rada pa se pozanimam tukaj in tam, kako se kaj naredi. Tako imam celo to napravico za delavce, da se vtipkajo s prstnimi odtisi in mi neki gospod pri tem pomaga, da skupaj ustvarjava en program za vpisovanje delavcev v njihovih prihodih in njihovih odhodih, kar mi pomaga pri obračunavanju ur dela in posledično tudi ob plačevanju mesečnih plač. Tako počasi sva prišla do konca. Res veliko zanimivega, pomembnega smo izvedeli pri tem intervjuju. Tebi res, sestra Vesna, želim še naprej veliko uspeha na misijonskih poljanah, da bi še naprej širila dobro novico evangelija in prinašala ljudem upanje, hkrati pa tudi vse dobro, kar slišiš, doživiš v Afriki, tudi podeli z nami in nas na ta način tudi malo poučiš o tem, kako živeti bolj kvalitetno življenje, kako se veseliti malih stvari, kako ne jamrati, ampak biti zadovoljen s tem, kar imamo. To nas vsekakor lahko naučijo vsi te ubogi v Afriki in drugod po svetu. In se te res najlepše zahvaljujem in ti želim srečno pot nazaj na misijonske poljane. Tudi jaz se zahvaljujem in se zahvaljujem vsem Slovencem za duhovno, moralno in materialno pomoč in se vam priporočam še naprej, pa tudi jaz obljubljam svoje molitve, zvesto hvaležnost, pa tudi zvesto hvaležnost vseh tistih, katerim so vaši darovi namenjeni. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vabim vas, da se nam zopet pridružite na naslednji oddaji Prijatelj bolnikov in invalidov, ki bo v ponedeljek 21. oktobra. To je en dan po misijonski nedelji. In želim vam, da bi to jesen kot listje odvrgli vse, kar vas oziroma nas teži, in da bi uživali svobodo, ki nam jo daje Kristusov evangelij, in da bi to svobodo znali prinašati tudi drugim. Nasvidenje torej do prihodnjič. Thank you.